V zadnjem času je takšnih in podobnih akcij kar ogromno. Kaj pričakujete od današnje akcije? Glejte, jaz mislim, da bi država, pa vsi ti vodilni ljudje, pa politika, pa vse te inštitucije, ki so zadolžene, da vodijo državo, da kontrolirajo delodajalce, se prebudijo in vidijo, kaj se mi podjetja dogaja. Ker tu je veliko, bom jaz rekel, po mojih vedenjih denarja davkoplačevalskega, ki ga ne odvajajo, na nek način transportirajo v druga podjetja, na druge lokacije in tu država ostaja brez tistega davkoplačevalskega denarja. Mi bomo konkretno z ministrom za delo, družino in socialne zadeve, s gospodom Vizjakom sem jaz jutri skupaj. Jaz bom prenesel v bistvu to problematiko, da lahko v nespoštovanju zakonodaje nekdo sam odloča o tej prisilni poravnavi ali stečaju. Jaz mislim, da če firma izkazuje tako velike izgube, kot je v primeru Elektrokovine PN, da bi moral država poskrbeti za to, da ta firma gre nemudoma v stečaj. Kakšno je trenutno stanje v tem podjetju? Kaj lahko delavci pričakujejo od današnjega shoda? Glejte, jaz sem to agonijo, te tovarne Persikalne priprav spremljal 1 leto. V tem 1 leto je direktor sam imel obljube. Lepe obljube, dobre obljube, delavci so mu verjeli, sledili, bilo delo, ni bilo delo, bili doma na čakanja in potem se prejemajo že polovične plače, minimalna plača se pravi po 250 € na mesec. Inšpektorat je že ugotovil nepravilnosti v podjetju. Glede, inšpektorat bomo zdaj ob 10. obiskali, ker tako imamo plan. Inšpektorat je tisti, ki je možen pri teh kršitvah zapreti tovarno in tudi predlaga stečaj. Vendar zakaj to naredijo, ne vemo. Se pravi, v tej državi pač žal hodimo po robu zakona.